Slava, slava, slava ti Slomšek, slovenski svetnik, so zazveneli mogočni akordi v čast blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku na pastoralnem forumu za blagor mesta. Bodite vsi prisrčno pozdravljeni. Lepo pozdravljamo vse navzoče goste, med njimi s posebnim veseljem nocojšnjega slavnostnega govornika, njegovo eminenco, spoštovanega kardinala dr. Franca Rodeta, prefekta Kongregacije ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja v Rimu. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je bil pastir za vse ljudi in za vse čase. Z njegovim prihodom v Maribor pred 150 leti in še posebej s prestavitvijo škofijskega sedeža in drugih cerkvenih ustanov v naše mesto se je budila, poživljala in poglabljala mnogovrstna dejavnost za duhovni in materialni blagor našega mesta, za narod, za domovino in za cerkev na Slovenskem. Zato med nami z veseljem in hvaležnostjo pozdravljamo pobudnike in nosilce Slomškovega leta in pastoralnega foruma, mariborskega nadškofa metropolita dr. Franca Krambergerja, mariborskega župana gospoda Franca Kanglerja, in rektorja Univerze v Mariboru, profesorja dr. Ivana Rozmana. Prisrčno pozdravljamo tudi vse cenjene goste in predstavnike cerkvenih in državnih ustanov. V imenu gostitelja nocojšnjega srečanja, gospoda mariborskega nadškofa metropolita, pozdravljamo poslance državnega zbora, članice in člane mestnega sveta Mestne občine Maribor, predstavnike mestne uprave in Mestne občine Maribor, častna občana Mestne občine Maribor, predstavnike Mariborske univerze in dekane fakultet in predstavnike drugih znanstvenih, kulturnih in gospodarskih ustanov. Pozdravljamo župane sosednjih občin, predstavnike Slovenske vojske, policije in Gasilske zveze Maribor. Prisrčen pozdrav velja tudi delegaciji iz Šentandraža v Labotski dolini v sosednji Avstriji. Einen herzlichen Willkommensgruß an die Delegation aus St. André in Lavantal, zusammen mit dem Herrn Bürgermeister und mit 2 Vizebürgermeistern. Mögen 781 Jahren unserer gemeinsamen Geschichte segensreiche Früchte zum Wohl unserer Völker bringen. Spoštovanjem in hvaležnostjo pozdravljamo predstavnike Srbske pravoslavne cerkve, predstavnike Slovenske evangeličanske cerkve, Binkoštne cerkve in predstavnika Islamske verske skupnosti. Prisrčno pozdravljamo stolni kapitelj Mariborske nadškofije, predstavnike Nadškofijskega cerkvenega sodišča, Teološke fakultete, Bogoslovja in Slomškovega dijaškega semenišča, predstavnike Slomškovega zavoda, naddekane, duhovnike in redovnice, člane župnijskih pastoralnih svetov in predstavnike župni iz Maribora in iz Mariborskega naddekanata. S posebnim veseljem in hvaležnostjo pozdravljamo gospoda rektorja Jožeta Kopajnika, predstavnika koroških Slovencev. Pozdrav in zahvala novinarjem, predstavnikom medijev, še posebej televiziji Slovenija, Radio Maribor in Radio Ognjišče.
Za pozdravne nagovore prosimo pobudnike Slomškovega leta, mariborskega nadškofa metropolita dr. Franca Krambergerja, mariborskega župana Franca Kanglerja in rektorja Univerze v Mariboru, profesorja dr. Ivana Rozmana. Prosim. Njegova eminenca, gospod kardinal, sobratje v duhovniški in redovniški službi, spoštovani gospod naš župan, magnificenca, gospod rektor univerze in vsi drugi odlični gostje. Lansko leto je naša nadškofija obhajala 780-letnico svoje ustanovitve in smo v duhu zrli njeno bogato, velikokrat tudi vihravo zgodovino. Letos smo iz te zgodovine vzeli en detajl. Obhajamo 150-letnico, odkar je škof Slomšek prestavil škofijski sedež iz avstrijskega Šentandraža v Maribor. Za to dejanje škofov Slomškov ne bomo nikoli dovolj hvaležni. S tem dejanjem je škof Slomšek se mu je posrečilo združiti vse spodnje štajerske Slovence, posebej Slovence ob meji med Dravo in Muro, v eno novo slovensko škofijo. S tem dejanjem je škof Slomšek rešil nad 250 000 Slovencem jezik, kulturo, narodnost, dom in rod. S tem dejanjem je škof Slomšek vzel v svoje roke zemljevid Evrope in začrtal našo severno mejo in postavil mejnike tako globoko, tako trdno, da jih nista mogla izruvati in prestaviti niti prva, niti druga svetovna vojna. In s tem dejanjem lahko rečemo posredno je omogočil tudi za po 60 letih priključitev Prekmurja slovenskemu matičnemu ozemlju. Sicer se ne bi Prekmurje moglo kam priključiti. Upravičeno pravi naš veliki strokovnjak za zgodovino, dr. Franc Kidrič, v Stanojevičevi narodni enciklopediji o Slomšku takole: Slomšek kot duhovnik in škof zavzema prvo mesto v zgodovini slovenskega naroda za Cirilom in Metodom. In nenazadnje, s tem dejanjem je Slomšek omogočil tudi v našem mestu Mariboru ustanovitev visoke teološke šole, ki je bila prva visokošolska ustanova v našem Mariboru. To pomeni korenina in predhodnica sedanje Mariborske univerze. Vse to in še marsikaj drugega za blagor našega mesta, ki ga je on imenoval mesto, ovenčano z vinsko trto in zelenimi goricami. Vse to in še marsikaj drugega več kot za Maribor, ampak za slovenski narod. Zato vas v tem jubilejnem vzdušju prav iskreno in presrčno pozdravljam na našem nocojšnjem pastoralnem forumu, ki ga hočemo v to jubilejno dogajanje uvrstiti kot en delček tega jubilejnega mozaika. Še enkrat posebej pozdravljam njegovo eminenco, gospoda kardinala, in vsem pa želim, da bi se ob njegovem nagovoru čutili tudi vsi nagovorjeni. Hvala gospodu nadškofu metropolitu. Gospod župan, prosim. Spoštovani zbrani in gostje,
imenitni gostje, prav prisrčno pozdravljeni. Danes smo se tukaj zbrali, da proslavimo pastoralni forum za blagor mesta. In če se svojim očesom ozremo 150 let nazaj, v čas Slomškovega leta in prihoda v mesto, takrat ni šlo samo za blagor mesta. Je šlo za nekaj več. Ko se sam oziram v preteklost, si upam trditi, da je šlo za identiteto tako slovenskega jezika, slovenske besede, kot slovenskega naroda. In če se oziramo z drugim očesom v prihodnost, mesto gre po pravi poti. Pri poti Evropske kulturne prestolnice leta 2012. In na prvi pogled ni veliko skupnega. Ko pa vzamemo kulturno prestolnico pod drogo odnet in ko gotovimo, da je slovenska država, mlada država, polnopravna članica Evropske unije in da imamo drugo največje mesto, univerzitetno mesto, ki skupaj s partnericami uspešno zagovarja kulturno prestolnico Evrope. In to so temelji, ki so bili zakoreninjeni pred 150 leti. Zato sem zelo vesel, da smo tudi mi, ki kakorkoli kreiramo lokalno politiko v tem mestu, našli tudi svojo pot. Pot, ki je bila začrtana pred 150 leti. V kulturni prestolnici leta 2011 bo romarska pot svetega Martina. Od madžarske meje, preko Avstrije, Slovenije, Italije, do Francije, kjer je grob svetega Martina. In drugo romarsko pot na Ptujsko goro. In to je velik projekt. Mi želimo kreirati to mesto, predvsem pa njegovo prihodnost, z dialogom, sožitjem, z roko v roki. In dovolite mi, da se na tem mestu tudi zahvalim dr. Kramberju, nadškofu, za predlog, da letos praznujemo Slomškovo leto in stolnemu župniku, gospodu Lipoško, dr. Lipoško. Zelo sem vesel, da imamo prihodnost tega mesta, tako kot si ga tudi sami v svojih srcih želimo. Iskrena hvala vsem vam, ki ste kakorkoli pripomogli tudi k temu pastoralnemu forumu, ki je dobrodošel za vse nas. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu županu. Prosim za pozdravne besede še gospoda rektorja. Spoštovani, še posebej njegova eminenca, kardinal dr. Franc Zode. Še posebej želim pozdraviti pobudnike današnjega pastoralnega foruma, gospoda nadškofa, metropolita Franca Krambergerja. Pozdraviti želim tudi druge predstavnike za škofi, pomožnih škofi, Rimsko-katoliške cerkve in drugih cerkva. Pozdraviti želim tudi župana mesta Maribora, Franca Kanglerja. Prav tako želim pozdraviti tudi poslance državnega zbora in predstavnike družbenih političnih skupnosti, kako tudi vse vas, dame in gospodje. Kot je že bilo omenjeno, mineva 150 let od pogumnega dejanja, ko je škof Anton Martin Slomšek prenesel sedež latinske škofije iz Labotske doline v Maribor. Takrat je posledice tega dejanja bilo zelo težko oceniti. Dejanje je imelo daljnosežne posledice. Razmilo je nacionalno mejo med slovensko in nemško govorečim prebivalstvom. Hkrati pa je povzročilo vsestranski razvoj mesta Maribor. Bilo je neke vrste blago mesta. Mesto je raslo v kulturnem, gospodarskem in duhovnem pogledu. Povečalo se število prebivalcev
in Maribor je dobil neke vrste vodilno vlogo v primerjavi z mesti, kot so Ptuj, Slovenska Bistrica, pa tudi Celje. Dejanje je imelo usodne posledice tudi za razvoj visokega šolstva, ne samo v Mariboru, ampak tudi v Sloveniji. Ponosni smo, da letos lahko govorimo o 150-letnici začetka razvoja visokega šolstva v Mariboru. Zato si blaženega Antina Martina Slomška vsaj deloma prilaščamo tudi na univerzi. Ampak včasih rečemo, da se zgodovina mogoče nekoliko ponavlja. In čez nekaj dni bomo praznovali 3. obletnico, ko je mariborska škofija postala nadškofija. Tega dogodka smo bili še posebej veseli na univerzi, ker ne nazadnje univerza, ki ima sedež v metropoliji, se lahko druži z metropolitanskimi univerzami. To so pa običajno močne, avtonomne univerze, takšne, kot si naša univerza želi tudi postati. Imeti pa vodilno vlogo kot mesto pomeni, da se mesto stekajo silnice vsakdanjega življenja. Takšno mesto je neke vrste ponor, hkrati pa tudi izvor življenja. In Mariboru se moramo odločiti, ali bomo meščani, ali bomo vaščani. In če bomo meščani, potem moramo misliti, delovati, pa se tudi obnašati kot meščani. In tukaj, kaj nam pomagajo? Občasni antagonizmi do našega največjega mesta. Tam živijo meščansko življenje. In vsekakor pa se moramo tudi zavedati korenin, povezanosti s preteklostjo in koreninsko steblo v veliki meri pomeni prav blaženi Anton Martin Slomšek, kateremu je posvečen današnji večer. Ohranili ga bomo v naših glavah in srcu, vsem skupaj pa želim še lep večer in hkrati uspešna praznovanja ob Slomškovem letu. Gospodu rektorju, gospodu županu in gospodu nadškofu se iskreno zahvaljujemo za pozdravne besede. Sedaj bosta spet z nami stolni zbor in Cerkveni pevski zbor Prihova, ki nam bosta ob spremljavi komornega orkestra pod vodstvom profesorice Lučke Fortek zapela Slomškovo jutrnico iz oratorija v čast blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku, ki ga je na besedilo profesorja dr. Stanka Janežiča uglasbil skladatelj magister Jože Trošt. Vsebinsko pesem ni le vaška idila, je veliko več. S preprostimi besedami, s kakršnimi je nagovarjal škof Slomšek, nam odpira ekološka vprašanja, naš odnos do stvarstva, našo sedanjost in večnost.
Zahvala Združenemu zboru in orkestru večera in vabimo na oder nocojšnjega slavnostnega govornika. Spoštovani gospod kardinal, najverjetneje še nikoli noben kardinal ni bil v mariborskem gledališču, še manj, da bi tu imel slavnostno predavanje. Zato še posebej prisrčno dobrodošli. Prosimo za vašo besedo. Preuzvišeni gospod nadškof in metropolit, spoštovani gospod župan, ilustrisime rektor Mariborske univerze, odlični gostje, dragi prijatelji. Pisatelj Alojz Strebula je v svojem dnevniku zapisal tole. Anton Martin Slomšek je največji narodotvorni in kulturotvorni pojav v zgodovini slovenskega naroda, poleg Franceta Prešerna. Njemu torej posvečam to predavanje o veri in kulturi v Evropi. Pavel in Timotej sta potovala skozi Frigijo in deželo Galačanov, kjer jima je Sveti Duh branil, da bi oznanjala besedo v provinci Aziji. Zato sta potovala prek misije in se spustila v Troado. Neko noč pa je Pavel videl prikazan. Pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil: pridi v Makedonijo in pomagaj nam. In ko se mu je to prikazalo, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nas Bog kliče tja, naj tja ponesemo veselo oznanilo. Ta odlomek iz apostolskih del mi bo služil kot uvod v današnje razmišljanje. Pripoveduje namreč, ali bolje, v luči zgodovine odrešenja razgrne pred nami začetke evangelizacije Evrope. Od dne, ko sta Pavel in Timotej stopila na evropska tla, so krščanski misionarji ponesli Gospodovo besedo v Solun, Atene, Korint, Rim in kasneje do skrajnih meja naše celine. Kot je dejal kardinal Ratzinger v benediktinskem samostanu Subjako nekaj dni pred izvolitvijo za papeža, krščanstvo ni šlo iz Evrope, toda prav Evropa mu je dala svojo najbolj učinkovito intelektualno in kulturno podobo in ostaja torej na poseben način povezano z Evropo. Naše slovensko krščanstvo ima svoj izvor v misijonski dejavnosti, ki so jo sredi 8. stoletja vodili benediktinski menihi iz Ogleja in Salzburga. Njegov prvi izpričani izraz pa so tako imenovani brižinski spomeniki, ki so hkrati prvi slovanski zapis v latinici. Drugi značilni vir krščanske vere med nami pa je v misijonski dejavnosti svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta se živo zavedala pomembnosti povezave med evangelijem in kulturo. Povsod, kjer se je pojavilo krščanstvo, se je pokazala tudi potreba po inkulturaciji, se pravi vraščanju nove vere v narodovo kulturo. Tako je povsod prišlo do soočenja, do dialoga med krščansko vero in domačo kulturo. Ta odnos, naj takoj poudarim, ne sme biti v tem, da ena absorbira drugo, naprimer narodna kultura, ki prevladuje nad krščanstvom, ali krščanstvo, ki zatre narodno kulturo, pa tudi ne v sprejemanju trajne razpetosti, brez upanja na mogočo sintezo
med narodno kulturo in evangelijem. Pustimo za trenutek ob strani evropski kontekst in si osvetlimo dva temeljna pojma, vera in kultura. Vera je najprej osebna privrženost Bogu, hkrati pa je tudi svobodna človekova pritrditev resnici, ki jo je Bog razodel. Za kristjana pomeni verovati v Boga, obenem verovati v tistega, ki ga je Bog poslal, v njegovega sina Jezusa Kristusa. On je resnica, življenje, pot, ki vodi k očetu. On nam je končno in definitivno povedal Boga. Samo pod milosti in z notranjo pomočjo Svetega Duha je mogoče verovati. Vendar je vera tudi pristno človeško dejanje, v veri namreč sodelujeta človeški razum in volja in Božja milost. V središču krščanske vere je Jezus iz Nazareta. Potrebno ga je najti, se z njim srečati, mu zaupati, ga poslušati, hoditi za njim, kamorkoli gre, z njim umreti in z njim vstati v novo življenje. Toda najdemo ga vedno prek Svetega pisma, ki nam podaja pristno vedenje o njem. Kristus se ne zgodi brez pričevanja pisma, ki nam daje zagotovilo, da je resnično vse, kar je pisano o njem v pokorščini evangeliju, ki so ga oznanjali apostoli in ga zvesto podaja cerkev. V tem smislu drži, da je vera sama tudi že kultura. Vera zori skozi stoletja in preko sprejemanja različnih kultur, s katerimi uspe ustvariti življenjsko strukturo, interakcijo človeka s samim seboj, sosedom, svetom, z Bogom. To pomeni, da je vera svoj lastni subjekt, živo in kulturno občestvo, ki ga imenujemo Božje ljudstvo. In kaj je kultura? Z izrazom kultura v splošnem pomenu označujemo vse tisto, s čimer človek spopolnjuje in razvija mnogovrstne duševne in telesne sposobnosti. Skuša s svojim spoznanjem in delom v svet podvreči svoje oblasti, napravlja socialno življenje tako v družini, kakor tudi v celotni družbi z napredkom nravi in ustanov bolj človeško. Končno spada k kulturi vse tisto, s čimer človek v teku časov izraža, posreduje drugim in ohranja v svojih delih velika duhovna izkustva in napore, da tako služijo napredku mnogih, še več v blagoslov vsega človeštva. Leta 1982 je UNESCO opredelil kulturo kot, citiram, niz značilnih duhovnih in gmotnih, intelektualnih in afektivnih potez, ki zaznamujejo neko družbo ali družbeno skupino. Kultura obsega poleg umetnosti in literature tudi življenjske navade, osnovne človekove pravice, vrednostne sisteme, tradicije in verovanja. Janez Pavel II. Je v svojem znamenitem govoru v UNESCO v Parizu leta 1980 kulturo na zgoščen način oznanil kot tisto, po čemer človek kot tak postaja bolj človek. Kultura pomeni človekovo delo, njegovo obdelovanje tega ali onega področja. Pomislimo na latinski koren colere, gojiti, obdelovati, odkoder prihaja beseda kultura. Kultura je vedno povezana s skupnostjo, to je z družbenim subjektom, ki po eni strani zbira in razvršča izkušnje posameznikov, po drugi strani pa iz njih dela skupno dediščino. Kultura vsebuje tudi zgodovinski element, v njej se namreč shranja življenjski dinamizem narodov in skupin od njihovega rojstva do zatona. Potem, ko smo pojasnili izraze, ki bodo predmet našega razmišljanja, jih skušajmo sedaj postaviti v medsebojno razmerje. Človek, ki je v zadnjih letih posvetil veliko pozornosti odnosom med vero in kulturo, je bil papež Janez Pavel II., kar med drugim dokazuje tudi njegova odločitev, da ustanovi papeški svet za kulturo. V ustanovni listini tega organizma Svetega sedeža je papež zapisal:
Sinteza med vero in kulturo ni samo zahteva kulture, ampak tudi vere. Vera, ki ne postane kultura, ni v polnosti sprijeta, ni v celoti domišljena, ni zvesto živeta. Nekaj let kasneje je Janez Pavel II. V nagovoru na simpoziju o krščanstvu in kulturi v Evropi zatrdil: Evropske kulture ni moč razumeti brez omembe krščanstva. Evangelij je njen temelj, evangelij, ki so ga neutrudno oznanjali in močno živeli neustrašeni apostoli in nešteti verniki skozi 20 stoletij. Evropa, ki jo je oblikovala oživljajoča Božja beseda, je odigrala edinstveno vlogo v svetovni zgodovini in njena kultura je močno prispevala k napredku človeštva. Dinamizem krščanske vere je v evropski kulturi razvnel izredno ustvarjalnost. V svetovni zgodovini je mnogo izginulih civilizacij, bleščečih kultur, katerih sijaj je že zdavnaj ugasnil. Medtem pa se je evropska kultura nenehno obnavljala in se bogatila v dialogu z evangelijem. Ta dialog je bil včasih naporen, pogosto oster, toda vselej rodoviten. Prav v tem dialogu je temelj evropske kulture. V teh besedah so in nuce že nakazana vprašanja, ki se jih bomo dotaknili v nadaljevanju tega predavanja. Ker na tem mestu ni mogoče podati jasnega zgodovinskega pregleda o prispevku krščanstva k evropski kulturi, tema je preobširna, naj omenim samo prispevek kristjanov pri nastanku pluralne civilizacije, etični navdih, ki so ga vnesli v medčloveške odnose, njihov vpliv v kulturi, zgodovini in ustanovah evropske celine. Na to nas je spomnil Janez Pavel II. Ob svojem prvem obisku v Sloveniji, ko je v mariborski stolnici dejal, citiram: v vsakem resničnem srečanju med evangelijem in določeno kulturo se sproži proces očiščevanja in razvoja, ki s časom razodene dotlej neznane možnosti te kulture. To se je zgodilo tudi v srečanju med krščanstvom in slovenskim ustvarjalnim duhom. Vaši predniki so v Jezusu Kristusu spoznali svojega odrešenika in v stiku z evangelijem se je polagoma poglabljal njihov moralni čut. V motrenju Božjega in človeškega lika v človečene besede se je izostril njihov čut za lepoto. O tem pričajo številne cerkve in znamenja, ki dajo edinstven čar vaši pokrajini. O tem priča bogatstvo vaših ljudskih pesmi, ki so pogosto prežete z versko vsebino. O tem govorijo zakladi vaše cerkvene glasbe. Krščansko obzorje je v ozadju vaših pesnikov in pisateljev. V istem duhovnem ozračju se gibljajo vaši slikarji. Rodovitna povezanost med kulturo in evangelijem je v vaši zgodovini izpričana tudi na področju šolstva, gospodarstva, socialne dejavnosti in politike, kjer srečujemo vrsto izrednih osebnosti. Med njimi škofa Antona Martina Slomška, ki mu je bila narodova umika, poleg oznanjevanja evangelija in moralne prenove ljudstva, prva in največja skrb. Konec citata. Na vpliv krščanstva v evropski kulturi je lani opozoril tudi papež Benedikt XVI. Med svojim potovanjem v Francijo, ko je v zares magistralnem predavanju ob srečanju s predstavniki kulture v Collège de Bernardin ustavil ob prispevku meništva k kulturi evropske celine. Omenimo nekatere temeljne vrednote, ki jih krščanstvo dalo v Evropi, vrednote, ki bi jih današnja Evropa v svoji duhovni krizi s pridom priznala in si jih ponovno osvojila. Zavest o človekovi svobodi, izhajajoča iz bibličnega nauka, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, ga postavil v središče vesoljstva, mu dal zvišeno dostojanstvo med vsemi stvarmi, ga obdaril z razumom in voljo, kar mu nalaga odgovornost do sebe, do sočloveka in do sveta, kar izključuje vsako samovoljo in nasilje, kar prepoveduje, da se človek postavi na mesto Boga.
prav na tem področju, je prispevek krščanstva povsem izviren in nadvse dragocen, ko ločuje svetno, politično oblast od duhovne in religiozne, ali z drugimi besedami, ko uvaja načelo ločitve cerkve in države. Ko nosilec oblasti ni več hkrati svetni vladar in duhovni voditelj, se v družbi odpre prostor svobode. Človek lahko stopi v svoboden odnos do svojega stvarnika, ker ga pri tem država ne omejuje, obenem pa se zaveda pravic in dolžnosti, ki jih ima kot državljan. Zgodovinsko gledano je bila uveljavitev tega načela boleča in je zahtevala stoletja, preden se je uresničila. Kot načelo pa je preprosto izraženo z Jezusovimi besedami: dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Tu bi poudaril še nekaj, kar se mi zdi pomembno za dialog med krščansko vero in kulturo. Če drži, da krščanstvo ustvarja kulturo, ne gre pozabiti, da se tudi samo bogati z vrednotami, ki jih dolguje profani kulturi. To je poudaril carigrajski patriarh Bartolomej, ko je v homiliji na praznik svetega Vazilija in Gregorija 30. januarja letos izjavil tole: ponavadi ta dan pridigarji poudarjajo prispevek cerkve in njenih članov v kulturi. Enkrat je potrebno poudariti tudi prispevek svetne modrosti in književnosti, predvsem grške cerkvi in njenemu svetemu delovanju. Če je cerkev dala svetu očete, učitelje, misionarje, pesnike, filozofe, znanstvenike, če je ustanavljala šole in razsvetljevala narod, pri tem nemalo dolguje tudi svetni modrosti in kulturi, predvsem grški. Konec citata. Krščanska vera in kultura, srečanje ali spopad. Po tem začetnem pregledu se soočimo sedaj pobliže s tematiko današnjega dne, s tematiko, ki je vse bolj navzoča pri debatah v evropski družbi. Je mogoče srečanje med krščansko vero in laično kulturo v Evropi? Ali pa se moramo sprijazniti z bolj ali manj odprtim spopadom med krščanstvom in evropsko moderno družbo? Ni mogoče tajiti, da so znotraj tako imenovane prevladujoče kulture v zraku, ki ga dihamo, krščanstvu nasprotne ideologije, kot so materializem, hedonizem, nihilizem, sekularizem in podobno. Ni mogoče tajiti odprte agresivnosti do religije in posebno do krščanstva v določenih družbenih plasteh. Evropska publicistika, in naša ni izjema, zelo ozkih miselnih obzorij in sistematično negativnim pristopom zasmehuje, črni in pomiluje vernega človeka. Od politike do znanosti, od prava do morale, povsod je tradicionalna evropska religija na zatožni klopi, češ da ovira družbeno sožitje, da ogroža laično državo, da je sovražna znanstvenim raziskavam. Evropa odklanja svojo krščansko preteklost in se izogiba, da bi svoje krščanske korenine omenila v Evropski ustavi. V svoji zakonodaji promovira načela, ki nasprotujejo krščanski etiki, splav, eugenetiko, evtanazijo, manipulacijo z rodnimi celicami, istospolne poroke in tako naprej. Vse bolj skriva svoje krščanske simbole in praznike, da ne bi žalila nevernih in drugače vernih. Daje najširšo svobodo muslimanom, to da tolerira, da je ta svoboda v islamskih deželah za kristjane na moč omejena. Z načelom umetniške svobode dovoljuje izraze, ki žalijo kristjane, a se odpove tej svobodi, ko gre za islam ali kakšno drugo religijo. Rezultat vsega tega je, da je danes Evropa brez identitete. Potem pa se spomni, da potrebuje dušo, da potrebuje neko identiteto. A kaj, ko je ta duša krščanska? V tem je problem Evrope. Na duhovno situacijo naše celine pa lahko gledamo tudi drugače in morda bomo bliže resnici, če zgodaj navedene značilnosti, ki so realne, dopolnimo z drugimi bolj svetlimi. Pred več kot 40 leti
je papež Janez 23. ob odprtju drugega Vatikanskega koncila izrekel tele besede. So ljudje, ki vidijo v modernih časih samo razdejanje in propad. Trdijo, da se je naš čas v primerjavi s preteklostjo hudo poslabšal. Ne moremo se strinjati s temi preroki slabih novic, ki venomer naznanjajo nesreče, kot da bo skoraj napočil konec sveta. Če se strinjamo, da položaj naše celine ne moremo kar počez slikati samo s temnimi barvami, potem bomo razmišljali bolj realno. V dobrem in slabem je Evropa kraj, kjer živimo kot državljani in kot kristjani. V tej Evropi moramo sprejeti svoje odgovornosti. Prizadevati si moramo, da bo njena prihodnost v službi celotnega človeštva in v znamenju dialoga, soočenja med različnimi kulturami in religijami, v iskanju pravičnosti, spoštovanja in miru. Izmikati se temu prizadevanju bi bilo civilno in kulturno zlo, ki si ga kristjani ne smemo dovoliti. V tej Evropi smo kristjani povabljeni na srečanje z moderno kulturo, z religioznim pluralizmom, ki je dejstvo na naši celini. Povabljeni smo, da priznamo tudi pozitivni prispevek laične kulture. Kristjani bi se morali podati na pot dialoga s ponižnostjo po zgledu Jezusa Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel, ki je sam sebe ponižal in bil pokoren do smrti na križu. Kristjani naj ne pričakujejo uspehov, ki niso v skladu z logiko podajanja vere, kot ga pojmuje evangelij. V svojem ravnanju naj se spomnijo opozorila apostola Pavla, ki nam radi pozabljamo. Nimajo namreč vsi vere, pravi apostol Pavel. Kar pomeni, da krščanska vera ni totalitarna, da se ne more vsiliti človeku. Nasprotno, podajanje vere mora biti duhovni proces kot pristna služba človeku, kot uvajanje v skrivnost njegovega bivanja, kot razodevanje človeku njega, ki je navzoč v globinah njegovega bitja. Podajanje vere se ne sme vršiti kot vlom v hišo z namenom, da koga spreobrnemo na silo. Blagovest evangelija ni mogoče širiti s takim pristopom. Ko kristjani pozabijo na evangelsko moč ponižnosti, ko sklepajo dvomljive zveze z vsakim, ki ponuja podporo pritisku cerkve na družbo, tedaj so v nasprotju z Jezusovo blagovestjo. On je prosil svoje učence, naj bodo v svetu, a naj ne bodo od sveta. Cerkev se ne sme obnašati kot oblegana trdnjava, čeprav se znajde pred napadi sovražnega sveta. Od začetka namreč ve, da se temu ne bo mogla izogniti. Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas, pravi Jezus. Spomnimo se na besede apostola Petra krščanskim občestvom v Mali Aziji, besede, ki veljajo vernikom vseh časov in vseh krajev. Takole pravi: ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja nad vas, da vas preizkusi, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega. Nasprotno, kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da ste bo se veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. Evangelija kulture danes. Evangelizacija kulture danes. Nemški teolog Thomas Bremer je zapisal tole: cerkve so pred novim izzivom. Misijonska dejavnost, ki jo je Evropa skozi stoletja vršila navzven, se mora sedaj usmeriti navznoter. Evropa je še vedno krščanska celina, ali bolje zaznamovana krščanstvom. Bolj kot kdajkoli prej pa je jasno, da mora to zopet postati. S to mislijo načenjam vprašanje evangelizacije evropske kulture, ali drugače rečeno, kako oznanjati evangelij na evropskih tleh. Začenjam z vprašanjem, v katerih kulturnih in družbenih okvirih krščanska vera lahko koristi vsem
in je po Jezusovih besedah sol zemlje in luč sveta. Na prvem mestu je naloga kristjanov, da ponovno odkrijejo globoko vez in hkrati jasno razlikovanje med njihovo vero in angažiranostjo v družbi. Vera v Jezusa Kristusa ni nekaj abstraktnega, ampak je postavljena v zgodovino. Je vir navdihov in kaži pot pri delovanju vernikov, vendar ne rodi svetnih mesijanizmov ali vnaprej določenih ideoloških sistemov. Pismo Diognetu, anonimni krščanski spis iz začetka 2. stoletja po Kristusu, jasno opisuje to, kar bi lahko imenovali status viatoris kristjanov, njihovo zvestobo zemlji, medtem ko iščijo to, kar je zgoraj. Citiram: živijo vsak v svojem kraju, a ne kot stalni naseljenci. Udeležujejo se vsega kot državljani in sprejemajo nase vsa bremena tujcev. Sleherna tujina jim je domovina in vsaka domovina tujina. V zavesti, da je njihovo življenje v marsičem različno od drugih in da so zaradi tega lahko znamenje nasprotovanja, se bodo kristjani držali Petrovega priporočila: lepo živite med pogani. Pokazali bodo, da je izvor njihove posebnosti v tem, da se navdihujejo ob evangeliju Jezusa Kristusa in tako pričujejo o upanju. Kristjani bodo skupaj z drugimi gradili zemeljsko domovino v demokratičnem dialogu z drugimi. Evangelij, ki jih navdihuje, ne narekuje nobene posebne oblike realizacije. To bodo iskali skupaj z drugimi državljani. Biti kristjan torej pomeni biti v službi politične skupnosti in se zavzemati za pravičnost, enakost, sožitje. Drugi prispevek, ki ga kristjani lahko nudijo družbi in kulturi, je delo za edinost. Najprej delo za edinost med kristjani. Ekumenizem kot neodrekljiva naloga mora postati vsakdanja skrb nas vseh. Blizu temu je delo za edinost človeštva. Kristjani so poklicani, da s svojim delom za edinost služijo celotnemu človeštvu. Zavzemanje za sožitje med narodi in kulturami mora spremljati delo za mir, skrb, da preprečimo spopad civilizacij, željo, da se medsebojne napetosti spremenijo v skupno obogatitev. Velik dar, ki ga krščanstvo lahko nakloni sodobni kulturi, je ponovno odkritje skupnosti, občestva. Po drugem Vatikanskem koncilu kristjani pojmujejo cerkev predvsem kot občestvo. Da je cerkev koinonija, to je temeljna oblika cerkve. Po svoji strani je Janez Pavel II. Pozval kristjane, naj naredijo iz cerkve dom in šolo občestva. V cerkvi ni mesta za tistega, ki trdi, da ne potrebuje nikogar. V cerkvi ni gospodovalnosti po vzorcu vladarjev narodov. V cerkvi ni mogoče nasprotovati tisti skupnosti duhovnih in gmotnih dobrin, ki jih je Jezus zahteval kot znamenje, da smo njegovi učenci. In se ni mogoče udeleževati cerkvenega življenja brez resničnega sensus eklezije, ki postavlja pripadnost cerkvi nad pripadnost določeni skupini ali gibanju. Če bodo kristjani znali ubrati pota do uresničevanja cerkvenega občestva, bodo rasle zrele osebnosti in bodo drugi dojemali cerkev kot kraj, kjer se bodo naučili občestva. Ljudje pričakujejo od vernikov znamenje občestvenosti v tem svetu, zasnovane z grobim individualizmom in nepremostljivimi nasproti. Po Jezusovih besedah je od kvalitete krščanskega občestva odvisna sodba nevernih o kristjanih. Potem bodo spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Delo za pravičnost in mir v svetu skupaj z drugimi, zavzemanje za edinost med kristjani in prijateljstvo med narodi, prizadevanje, da naredimo iz cerkve dom in šolo občestvenosti kot znamenje za druge, vse to so resne naloge kristjanov v sodobnem svetu. Vse to jih globoko povezuje v istem iskanju z drugimi religijami in z nevernimi.
Je pa še poseben prispevek, ki ga kristjani dolgujemo sodobnemu evropskemu človeku. Gre za temeljne vrednote, ki zadevajo Boga in človekov odnos do njega, ter človekov odnos do drugih. Dne 10. marca 2009, pred nekaj dnevi torej, je papež Benedikt XVI v pismu katoliškim škofom zapisal tole. V našem času je v obširnih področjih sveta vera v nevarnosti, da ugasne, kot plamen, ki mu primanjkuje goriva. Naša prvenstvena naloga je storiti Boga navzočega v tem svetu in omogočiti ljudem dostop do njega. Ne katerega koli Boga, ampak Boga, ki je govoril na Sinaju, Boga, čigar obraz spoznamo v ljubezni, ki je šla do kraja, Jezusa Kristusa, križanega in od mrtvih vstalega. Resnični problem v našem zgodovinskem trenutku, pravi papež, je v tem, da Bog izginja z človekovega obzorja in da s pojemanjem svetlobe, ki prihaja od njega, človeštvu vse bolj primanjkuje orientacije, o čemer že pričajo porazne posledice. Vrniti Boga človeku, vrniti Boga slovenskemu človeku, to je naša velika naloga v tem zgodovinskem trenutku. Boga in z njim bivansko radost, la joie de vivre, ljubezen in spoštovanje do življenja, svobodo srca pred maliki, ki jo sužnjujejo, duševno zdravje, razbremenitev duha pred bivansko tesnobo, zmagoslavno občutje biti nad breznom niča, upanje v neskončnost, onkraj vsega minljivega, ker biva on, večni, živi in pravi Bog. Brezpogojno se moramo zavzemati tudi za človekovo dostojanstvo in njegove pravice. To so vrednote, ki so pred vsako državno zakonodajo, vrednote, ki jih država ne ustvarja, niti jih ne podeljuje, ampak obstajajo pred njo. Človekove pravice kot neodvisne od politične odločitve nas navsezadnje napotijo do stvarnika. Samo on lahko utemeljuje vrednote, ki so nedotekljive in jih nima nihče pravice kršiti. V tem je najbolj trdna garancija človekovega dostojanstva in človekove svobode. Ko jih kristjan brani pred silami tega sveta, brani pravice in čast svojega Boga. Pomembna naloga kristjanov v tem zgodovinskem trenutku je tudi obramba zakonske zveze in družine. Monogamni zakon kot osnovna struktura odnosov med možem in ženo ima svoj izvor v Svetem pismu. Ta odnos in iz njega izhajajoča družinska skupnost je oblikoval tip zakonca, ki je vse doslej prevladoval v slovenski družbi. Svoj temelj je imel v medsebojni zvestobi, v odpovedi sebi, v mnogih žrtvah kot pot do trdne in zrele ljubezni, odprte do življenja. Danes sta zakon in družina po eni strani ogrožena zaradi vse bolj pogostih ločitev, po drugi strani pa zaradi vse večjega števila takih, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih. Pozornost zbuja tudi zahteva po istospolnih porokah, ker bi bile izenačene zakonsko zvezo. Vse te nravi nas močno oddaljujejo od moralne zgodovine človeštva, ki je bistvo zakona vedno videlo v občestvu med moškim in žensko in je bilo odprto do otrok. Kakršnokoli drugačno pojmovanje zakona lahko vodi do razkroja človekove podobe kot moškega ali kot ženske, kar ima lahko tako za družbo kot za posameznika hude posledice v prihodnosti. Spregovorimo še o spoštovanju do tega, kar je sveto za drugega, posebno, kar je sveto v najvišjem pomenu besede, o spoštovanju do Boga. To spoštovanje upravičeno pričakujemo tudi od tistega, ki ni pripravljen verovati v Boga. Družba, kjer je vse, tudi tisto najbolj sveto, predmet posmeha in norčevanja, je izgubila nekaj bistvenega. Taka družba ni več človeška. To je družba boljševikov. V Evropi je danes kaznovan vsak, ki sramoti judovsko vero in velike osebnosti judovske tradicije. Pred sodišče gre celo tisti, ki zanika holokaust. Evropa obsoja sleherno smešenje Korana in islamske vere.
Ko pa gre za Kristusa in za simbole krščanstva, se takoj kot najvišje načelo postavi svoboda izražanja. In v imenu svobode izražanja je dovoljeno vse. Svoboda izražanja pa ima svoje meje. Konča se tam, kjer beseda ali podoba žali čast in dostojanstvo drugega. Tudi slovenski kristjani smo bili v zadnjih desetletjih priče sramotenja vere, potvarjanja zgodovine, predmet posmeha in odkritega sovraštva. Priznajmo, da nismo vedno pokazali dosti poguma v obrambi vere in cerkve. Raje smo sklonili glave in tiho prenašali žalitve. Čas je, da uveljavimo pravilno gledanje na našo preteklost in priznamo pomembnost krščanske kulture v našem narodu, tiste kulture, za katero se je boril Anton Martin Slomšek. K temu nas je pozval tudi Janez Pavel II. V omenjenem nagovoru v mariborski stolnici. Tako pravi papež, naj vas spremlja zavest, da je bila krščanska vera v dolgi in nelahki zgodovini Slovenije bistvena sestavina njene kulture. Spoštovati in ohranjati vero, priznati cerkvi mesto, ki gre v javnem življenju in ne odrekati sredstev za njeno delovanje, ni samo zahteva pravičnosti v pravno urejeni državi, ampak tudi eden od pogojev za ohranitev vaše lastne istovetnosti. Zvestoba tej kulturi, prežeti s krščansko vero, je najboljše jamstvo za vašo prihodnost. Konec citata. V teh besedah vidim poziv k ustvarjanju drugačnega ozračja v naši domovini, bolj prijetnega, bolj tolerantnega, bolj obzirnega in spoštljivega do drugače mislečih. Naj v tem kontekstu navedem nekaj zanimivih misli, ki jih je sredi 19. stoletja kardinal John Henry Newman namenil angleški publiki, ko je podal portret perfektnega džentlmena. Ta portret bi utegnil biti koristen tudi slovenskemu izobražencu in sploh slovenskemu človeku. Takole piše: Džentlmen je človek, ki nikoli nikogar ne žali. Džentlmen zelo pazi, da odstrani zapreke, ki bi motile svobodno in prostodušno dejavnost tistih, ki so ob njem. Skrbno se izogiba vsega, kar bi utegnilo prizadeti ali vznemiriti okus tistih, ki živijo v njegovi družbi. Vsak miselni spor, vsak čustveni konflikt, vse, kar povzroča nelagodje, nezaupanje, nevoljo ali užaljenost, mu je tuje. Njegova največja skrb je doseči, da se vsi počutijo prijetno in kot doma. Džentlmen je obziren do boječih, ustrežljiv do nadležnih, prizanesljiv do bedakov. Izogiba se vsakega neprimernega namigovanja ali kočljive teme. Je gluh za obrekovanje in čenče. V debati ni nikoli podel ali nizkoten, ne namiguje ničesar, kar si ne bi upal povedati. Sledeč bistrovidni modrosti antičnega filozofa uresničuje geslo: do svojega današnjega nasprotnika se obnašaj, kot da bo jutri tvoj prijatelj. Džentlmen ima preveč zdrave pameti, da bi si grenil življenje zaradi žalitev. Je preveč zaposlen, da bi se spominjal udarcev, ki jih je prejel. Je preveč ravnodušen, da bi zameril. Je neveren, preveč je resen in odprt, da bi smešil religijo ali da bi jo napadal. Preveč je pameten, da bi ga mogla njegova nevera zavesti v dogmatizem in fanatizem. Spoštuje pobožnost in kult, prenaša celo religiozne ustanove, ki jih ima za častitljive, lepe in koristne, čeprav se jim ne podvrže. Je pristaš verske tolerance, ne samo zato, ker ga je njegova filozofija naučila gledati na vse oblike verovanja nepristransko, ampak tudi zato, ker je prežet s tisto uvidevnostjo in milino misli, ki sta sad civilizacije. Bog daj, da bi bilo tudi v Sloveniji veliko takih džentlmenov. Za konec te misli. Papež Pavel VI je v apostolski spodbudi Evangelii Nunciandi, ki po 30 letih še vedno navdihuje delovanje kristjanov v svetu, zapisal: Evangelij in evangelizacija se nikakor ne istovetita s kulturo, saj sta neodvisna od vseh kultur.
vendar kraljestvo, ki ga oznanja evangelij, uresničujejo ljudje, ki so globoko vezani na določeno kulturo in gradnja kraljestva se nujno okoristi s prvinami človeških kultur. Neodvisna od kultur, evangelij in evangelizacija nista nezdružljiva z njimi, pač pa sta sposobna, da jih prepojita, ne da bi se jima podvrgla. Razkol med evangelijem in kulturo je prava drama našega časa. Nujna je torej velikodušna evangelizacija kulture. Kultura se obnavlja v srečanju z evangelijem. To pa se ne zgodi, če evangelij ni oznanjen. Oznanjen pa mora biti predvsem s pričevanjem. Samo če resno živimo po svoji veri, pričujemo za njo na prepričljiv način. In samo to pričevanje omogoča dialog s kulturo. To, kar Evropa pričakuje od kristjanov, je pristno življenje po evangeliju. To je lepo povedal kardinal Ratzinger v predavanju v Subjaku, ki smo ga omenili na začetku. S temi besedami naj tudi končam tole razmišljanje. To, kar najbolj potrebujemo v tem zgodovinskem trenutku, pravi Ratzinger, so ljudje, ki z užarjeno in živo vero pokažejo, da je vera v Boga verodostojna. Potrebni so nam ljudje s pogledom uprtim k Bogu, ki se ob Božji navzočnosti učijo prave človečnosti. Potrebni so nam ljudje, katerih je užarjen z Božjo svetlobo in katerih srca so odprta Bogu. Tako bo njihov nagovarjal druge, njihovo srce pa bo odpiralo srca Bogu. Hvala za vašo pozornost. Aplavz je povedal vse. Bog vam povrni, spoštovani gospod kardinal, za vaše besede, ki bodo globoko odmevale v naših srcih in v našem življenju. In v življenju potrebujemo luč. Eno nam je prižgal pokojni papež Janez Pavel II. Pred 10 leti na Betnavski poljani v Mariboru, ko je škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. Poslej je blaženi škof Anton Martin Slomšek še v večji meri glasnik prihodnosti, kot ga v svoji pesmi imenuje pevec Džani Rijavec, ki ga med nami toplo pozdravljamo. Prosim, gospod Džani. Slovenec za vse dni, globoko v sebi nosil je toplino za vse ljudi. Bil je in ostal bo zvezda, ki nam kaže pot. Duh svetniški ti, varuj nam slovenski rod. Glasnik prihodnosti, prosi za nas pomoč, glasnik prihodnosti. Ob meni si dan in noč, glasnik prihodnosti. Ti pot sin, svetla luč, Anton Martin, ti naroda slovenskega si.
Prišel je čas, ko mora Slovenija na novo pot. Ti veš in znaš in rešil boš ljudstvo vseh zablod. In nič več ne bo trpljenja, ko prebudil se bo nov dan. Anton Martin Svetnik, zaupaj in pomagaj nam. Glasnik prihodnosti, prosi za nas pomoč. Glasnik prihodnosti, ob meni si dan in noč. Glasnik prihodnosti, ti pot si in svetla luč. Anton Martin, ti naroda slovenskega si. Anton Martin, ti naroda slovenskega si. Gospodu Rjevcu hvala za čudovito pesem. Zares, Slomšek svetuje vsem, tudi najmlajšim. V resnici je bilo v Slomškovem srcu veliko prostora za otroke in mladino. Zato je prav, da so tudi nocoj z nami. Otroški pevski zbor Stolne župnije, ali kot se sami radi imenujejo stolniški vrabčki, bodo pod vodstvom profesorice Lučke Fortek in ob spremljavi citrarke Cite Galič zapeli pesem Franca Juvana. Hvaležni smo in vsi veseli, o škofu Slomšku bomo peli.
pa so res prisrčni ti stolniški vrabčki. In žlahtno je njihovo sporočilo, ki ga bodo podkrepili pevke in pevci Združenega zbora. Ob spremljavi orkestra bodo zapeli Slomškovo pesem Glejte, že sonce zahaja.
To je bil pastoralni forum za blagor mesta v Slomškovem letu. Ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor. In 10. obletnici od njegove beatifikacije. V tem postnem času pred Mariborskim misijonom. Zahvala direktorju Slovenskega narodnega gledališča Maribor, gospodu Danilu Roškerju in njegovim sodelavcem za gostoljubje in pomoč pri izvedbi pastoralnega foruma. Zahvala vsem medijem. Hvala vsem, ki ste sodelovali in pomagali, da je ta večer postal navdih in pobuda za duhovni in materialni blagor našega mesta. Da nam bo sveta vera še v večji meri luč in materin jezik ključ do zveličavne narodove omike. Tako se poslavljamo s pesmijo Svetlo sonce se je skrilo, ki nam jo bodo v spremljavi citer zapeli stolniški vrabčki. Vam, cenjeni gostje, pa se zahvaljujemo za vašo pozornost in vam želimo še naprej lep večer.